Ja, zdaj, tukaj vidimo parket, star parket položen na tramove še, je bil obnovljen pred pol leta približno, pa pooljen, to, kar je zdaj najbolj modern. Vidimo, ena varianta je normalno olje, kombinacija bukovega lesa in pa hrastovega. Tukaj imamo kombinacijo praga z 17 vrst lesov, tukaj imamo pa samo hrastov parket. Vidimo razliko, tale je malo bel, kakor je recimo hrast v tej varianti, tukaj je belo olje narejeno in to je tudi danes recimo najbolj popularna zadeva, vsi iščejo to zadevo. Zelo zahtevna za izdelavo, tudi tukaj vidimo pa normalno, pri normalnem olju je pa tudi zelo zahteven za izdelavo, ker pač vsaka zadeva pri brušenju, vsaka risa, ki je noter, ostane, se pozna na olju. V samem laku, če imamo lakiran parket, se zadeva skrije in ni toliko problematična. Zato je recimo samo brušenje, postopek brušenja parketa za oljen parket zelo bolj zahtevna. Zdaj vam bom pa pokazal ročno izdelano intarzijo, kjer se dobro vidi kocka v 3D perspektivi z senco. Zadeva je narejena iz 4 vrst lesa, dosje, jesen, javor, panga. Obrobe so pač tukaj tudi iz pange čist na tanko narejene. To je pač zadeva, ki jo je treba najprej se izrisati, pogledati, kako bojo pač padle sence iz določene točke svetlobe. Potem pa pač tako, ravne linije niso toliko problematične za izdelavo, ko imamo enkrat narejeno šablono, kakšni so koti. Najbolj so pa problematične za tele okrogline, ker je pač težko, tukaj ni nobenega stroja, tukaj je treba ročno delati, narediti šablonco in pač vse zadeve narediti, da je to točno, da ni potem povsod kita in tako. Tukaj vidimo, da je pač narejeno v nulo. Iz mizarja sem pač prišel nekako na parketarja, spoznal, bom rekel, enega vrhunskega parketarja v Sloveniji, Sandi Podlesnik, kateremu grejo pač tudi vse pohvale za moje stvari, sem mu pač zahvaljujem. Pri njemu sem pač začel delati, videl me je, da pač znam, da sem natančen, priden in tam sem pač začel, potem se je pač pot nadaljevala majčkeno še k drugemu kolegu, Slavkotu Pavliču, se mu tudi zahvaljujem. Tako da pač tam nisem ostal in odšel na svoje. Se pravi, šola prva pa lesna šola. Ja, končal sem 3-letno lesno, potem sem nadaljeval še plus 2 leti, ker drugače ne bi mogel pač iti na svoje. Imel sem pač skozi cilj, nikoli ne bom nikjer zaposlen, to je bil cilj moj že od otroštva, jaz bom bil na svoje, sam bom delal in pač te želje izpolnjujem. Se pravi, 25 let si star in imaš že svojo firmo, ne? Tako. In kako firma laufa? Ja, gre. Dela dovolj? Dela dovolj, dela je to, kakor si ga pač sam urediš, najdeš, ni tako, kakor hočeš delati, toliko je dela. Ja, kako pa dobiš naročila oziroma stranke, ali to gre preko interneta ali? Ja, imam svojo internetno stran, tam nekaj dobiš, ampak bom rekel, večinoma je pa to iz ust do ust, to je najboljša reklama, pa tudi seveda lahko tudi najslabša. Če pač nekje narediš napako, se bo, bom rekel, več ljudi izvedelo, kakor pa kaj si naredil boljš, ponavadi gre tako. Se pravi, rekla sva, polagaš parket, si tudi mizar. Poleg parketa polagaš tudi druge talne obloge, itison, laminat in podobno? Ne. Polagam striktno samo parket. Zdaj, če pač ima stranka, bom rekel, parket, pa ima eno sobco, želim imeti pač kakšen laminat, potem še grem, drugače pa ne polagam. Samo parket, ker je pač tukaj, bom rekel, natančnost najbolj pomembna. Se pravi, specializiral si se za parket. Tako. In tvoje podjetje, kako se točno imenuje? Lesni studio, ne? Lesni studio Žiga Kušar. Se pravi, delaš sam ali imaš kakšnega pomočnika? Sem sam. Zaenkrat, bom rekel, mogoče bi si želel imeti v določenih trenutkih še nekoga, samo me to ne gane. Raj sem sam, naredim kakšno stranko manj, pa tisto dobro, kar naredim. To je pa pokal za zmagovalca,
ki so ga dobila z Boštjanom, oba dva enazga, za prvo mesto na državnem tekmovanju v parketarstvu. Ja, mogoče to res malo čuden, glede oče, vsi pravijo oče odvetnik, jaz parketar. Ja, podpirajo so me v vsakem koraku mojemu, a ne, pač odločitev je bila moja in vejo, da pač življenje bom mogel sam živeti, ne pa, da me bojo oni živeli. In to bom rekel, v lesno stroko sem rekel, da bom šel že v svojem 5. razredu osnovne šole, tako da tam sem zastavil in napredujemo, ne. Bom rekel, dosti reklam vidite, les je lep, topel material, da se veliko z njim narediti. Pač vsak ima malo žilce, majčkeno za, bom rekel, malo za ustvarjanje, pa tako, pa da mu je les res všeč, je to pravi, bom rekel, pravi poklic, a ne. Polagalec talnih oblog lahko postane praktično vsak, ki ima voljo do tega ali pa kakršnega koli dela, res pa je, da mora imeti malo ročnih spretnosti. Problem je namreč v tem, da v Sloveniji že dalj časa ne obstaja nobena šola za izučitev takega poklica, tako da se mora praktično znajti vsak sam oziroma se znajde tako, da mu nekdo, ki že polaga talna obloga, poskuša svetovati. Najbolj pomembno, kar pa nažalost ni vedno primer, je to, da ima polagalec rad red, da zna počistiti za sabo, da je precizen pri svojem delu in predvsem, kar je zelo pomembno pri današnjih strankah, da se drži rokov, katere obljub, da bo izvedel svoje dela. Pri parketarjih že obstaja sekcija za parketarstvo in oni so že precej daleč oziroma trudijo se, da bi prišli precej daleč, da bi se naredilo neko vrsto šolanje. Pri ostalih podopolagalcih, ki so pa bolj plastičarji, pa je to še čisto v povojih, zdaj se sicer nekaj poskuša ustanavljati, vendar je dejansko to še zelo daleč in gre dejansko predvsem zahvala obstoječim mojstrom in podjetjem, ki se s tem ukvarjajo, da izučijo nove podopologalce.